Spoštovano občinstvo, v dvorano prihaja predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob. V skladu z zakonom o dostopnosti pa sem vam dolžan še eno pojasnilo. Smo v dvorani Katedrala v Kinu Šiška. Dvorana meri 28 krat 19 metrov. Pred vami je oder v izmeri 10 krat 6 metrov, na katerem so zeleni, beli in modri baloni na obeh straneh. Na vaši levi je govorniški oder, za njim zastavi Slovenije in Evropske unije. Nad spodnjim odrom je projekcijsko platno. Ljubezni
Vsak nov dan je še nezapisana zgodba. Vsak korak je nova priložnost. Vsaka dobra misel seže do srca. V plesu življenja vsak korak šteje. Vsaka priložnost odpira nova obzorja. Vsaka dobra misel je kamenček v mostu, ki povezuje. Skupaj ustvarjajmo nepozabne spomine. Evropska kartica ugodnosti za invalide. Naj bo vsak dan nova stran v knjigi našega skupnega potovanja. Ne vidim palice, ki vodi tvoj korak. Ne štejem dni, ko si bil brez moči. Ne merim besed, ki jih ne izgovoriš. Vidim te takega, kot si. Izsek pesmi dijakinje Zlatice Makovec iz Ljutomera nas opominja, da je vsak človek v svojem bistvu enak in ne živi popolnoma nič drugačnega življenja. Nosi sanje, hrepenenja in željo po polnem življenju. Kljub razlikam, ki nas oblikujejo, smo konec koncev vsi ljudje in vsi za vse. Pred začetkom slavnostnega programa se iskreno zahvaljujemo pevskemu zboru Društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine Maček v Žaklju, ki je otvoril današnjo prireditev z dvema čudovitoma skladbama Mlade oči in Dan ljubezni. Njihov glas nas je popeljal v pravo vzdušje in nas spomnil, da je prav glasba tista, ki povezuje ljudi, odpira srca in seže tja, kamor besede ne morejo. Še en velik aplavz, lepo prosim, za pevski zbor Društva paraplegikov. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Luka Mesec, zagovornik načela enakosti, gospod Miha Lobnik, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Mithed Huskič, portretiranci in ambasadori projekta, udeleženci mini šole nastopanja, vsi partnerji pri projektu in vsi ostali cenjeni gostje, prav lepo pozdravljeni na slavnostnem dogodku zaključna prireditev projekta Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Naj bo današnji dan priložnost, da počastimo dosežke, delimo zgodbe in skupaj gradimo družbo, v kateri nihče ni neopažen. Vsaka zgodba, vsak trud in vsaka mala sprememba šteje. Prav tako kot vsak izmed nas. Najprej bi k mikrofonu povabil predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, gospoda Mitheta Huskiča. Spoštovani cenjeni gostje, spoštovani predsednik Vlade, dr. Robert Golob, spoštovani minister Luka Mesec, cenjeni gostje, kolege, invalidi, predstavniki različnih invalidskih organizacij in vsi ostali prijatelji, dobro večer. Danes skupaj praznujemo zaključek nadvse uspešnega projekta Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Veseli me, da ste se odzvali v takšnem številu, ker je še večji dokaz in potrditev, da je projekt
odmeven in prepoznan ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Zahvaljujem se vsem, ki ste bili del te zgodbe. Danes ne gledamo le nazaj, temveč tudi naprej. Pred nami so novi izzivi, a tudi nove priložnosti. Naj bodo te priložnosti povezovanja, vključevanja enakih možnosti za vse. Želim vam lep večer. Najlepša hvala, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, za te lepe pozdravne besede. Vsak korak k bolj vključujoči družbi je lažji, kadar ga spremlja tudi podpora države. Prav ta podpora daje moč projektom, kot je vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov, in potrjuje, da si vsi skupaj prizadevamo za družbo, kjer nas različnost bogati. Z velikim veseljem na oder vabim ministra za delo, družine, socialne zadeve in enako možnosti, gospoda Luko Mesca, da z nami deli svoje misli ob tej priložnosti. Prosim. Spoštovana oba predsednika, spoštovani zagovornik, spoštovani vsi gosti in gosti. Pravijo, da se civiliziranost družbe pozna po tem, kako dobro zna družba poskrbeti za najranljivejše. Po tem kriteriju si upam reči, da je Slovenija ena od najbolj civiliziranih družb. Mogoče se to zdi malo pretenciozna ugotovitev ministra, ki je pristojen za to področje, ampak lahko podkrepim s tem, da odkar sem nastopil to funkcijo, sem šele spoznal, kako dobro imamo razvite sisteme osebne asistence, zaposlovanja invalidov, vključevanja invalidov na splošno. To dokazuje tudi dejstvo, da me redno obiskujejo tuji ministri, da prihajajo k nam gledati te dobre prakse, predvsem osebno asistenco in pa zaposlovanje invalidov. Slovenci smo pogosto kritični do družbe, v kateri smo, vidimo več pomanjkljivosti kot prednosti, ampak dobro je, če se kdaj postavimo v mednarodni kontekst, ker takrat bomo videli skozi primerjavo, kaj imamo in kako imajo drugi urejeno. Kar se teh dveh področij tiče, me je obiskalo več tujih kolegov z različnih držav. Češka, Islandija, Bosna, Hrvaška, Črna Gora je bila ravno zdaj pri nas, smo šli gledati podjetje CSS v Škofjo Loko, ki smo ga uspešno rešili pred likvidacijo, in vsi so tukaj odšli z vtisi, da morajo sami poskusiti poskrbeti za podobne sisteme. Ampak to še ne pomeni, da izboljšave niso možne. Jaz jih vidim predvsem na dveh področjih. Prvo področje je, da pravice so lahko zapisane, ampak če so mrtva črka na papirju, ne koristijo nikomur. In v tem smislu vidim veliko vrednost organizacij, ki ste v nacionalnem svetu, ki predstavljate več kot 115.000 invalidov v Sloveniji, da z akcijami, kot je ta, ki jo danes obeležujemo in je bila uspešno izvedena, pokažete ljudem, katere pravice jim Slovenija nudi in kako lahko te pravice koristijo, kako se lahko vanje vključijo. In v tem smislu se vam na tem mestu zahvaljujem za akcijo. Druga stvar, ki je mogoče še bolj pomembna, pa je preseganje stereotipov. Namreč, čeprav se na papirju trudimo, da bi bili enakopravni in enaki, to še ne pomeni, da taki tudi smo. Pa bom tukaj eno drugo statistiko povedal oziroma podatek. Če smo po deležu zaposlenosti invalidov v vrhu Evrope, pa vidimo, da nam precej manjka pri tem, da bi bili invalidi, ki delajo, tudi primerljivo dobro plačani kot ostali zaposleni. Njihove plače namreč še vedno močno zaostajajo. Tukaj noter bo pa treba še veliko dela. Mislim, da smo v tem mandatu skupaj zelo dobro delali, premaknili veliko stvari. Če bo vse po sreči, bomo prišli tudi do reforme sistema osebne asistence.
Na tem mestu pa že lahko povem eno drugo dobro novico, namreč leto 2025 prinaša pomemben mejnik. To je namreč leto, ko smo Nacionalni svet invalidskih organizacij sistemsko pokrili, da boste od zdaj naprej dobili sistemsko financiranje za svoje delovanje in ne boste odvisni od vsakokratnih razpisov. Tako, da ne bom predolg, se vam na tem mestu še enkrat zahvaljujem in si želim, da bomo še dolgo skupaj ustvarjali družbo, v kateri invalidi niste samo del, ampak njeni aktivni soustvarjalci. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod minister, za vaš nagovor. Da ples ne pozna meja, dokazuje paraplesavka, odlična Martina Smodiš, ki svojo predanostjo in eleganco dokazuje, da moč umetnosti ne tiči v popolnosti telesa, temveč v moči duha. Martina in Roman, oder je vajin. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me. And I love him. A love like ours could never die, as long as I have him in me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him, and I love him. Martina Smodiš in Roman Maček. Hvala za prečudovit nastop in ker sta z nami delila svojo energijo in nežnost lahkega giba. Naj vajin ples ostane navdih vsem, ki verjamemo, da sanje nikoli ne izgubijo kril. Tako kot umetnost odpira srca, jih odpira tudi vizija družbe, v kateri je prostor za vsakogar. Danes smo priča obema, lepoti plesa in moči skupnih prizadevanj. Zato je zdaj pravi trenutek, da prisluhnemo mislim človeka, ki svojim delom usmerja našo skupno pot in svojo prisotnostjo potrjuje pomen tega projekta. V čast nam je, da lahko na odru pozdravimo predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda doktorja Roberta Goloba. Prosim. Spoštovani predsednik NSIOS-a, gospod Huskič, visoke gostje, cenjeni gostje, prijateljice, prijatelji. Jaz se bom najprej opravičil za to, da sem zamudil in ste morali vsi čakati.
sem žal preletel direktno iz Kopenhagna, ampak bom zato pa zdaj krajši. Imam čudovit govor napisan, pa se bom raje prvoščil, pa bom govoril iz srca. Ko smo pred volitvami, mislim, da je bila Tereza Novak tista, ki je mi dala to pobudo, šli prvič obiskati svet invalidskih organizacij. V resnici nisem vedel, ne kam prihajam, ne kaj ne pričakujem, še manj sem vedel o tem, kakšen je vaš status. Ampak sem pa tudi zaradi lastne izkušnje točno vedel, da ni važno, kaj me boste vprašali, moram narediti vse, kar lahko, da vam pomagam. In sem dal obljubo, brez da bi vedel, kaj obljubljam, zato sem vedel, da ni važno, kaj obljubljam. Vse, kar bomo naredili, je prav. In vse, kar bomo naredili, moramo narediti. In tega načela sem se držal ves čas mandata. Zato smo organizirali fokalno skupino, to je bila prva fokalna skupina, ki smo jo naredili ravno na področju invalidskih organizacij, da smo lahko povezani na tem mestu vsa ministrstva, ker minister misli dobro, ampak ni vsemogočen in je samo eden od ministrov v vladi. Tam smo povezali vsa ministrstva, zato da smo lahko pravice, ki so vam bile na papirju, v marsičem, obljubljene, lahko začeli tudi učinkovito uresničevati. In jaz sem res ponosen, da nam je v teh 3 letih in pol uspelo ne samo sistemsko urediti financiranje organizacije kot je NSIOS, ampak premakniti stvari, ki so dejansko pomembne. Stvari, zaradi katerih ste sicer bili formalno enakopravni, v resnici pa daleč zadaj. Stvari, ki so vas v resnici na nek način žal delale tudi sistemsko drugorazredne državljane. Ampak smo vsi samo ljudje. In se popolnoma strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Vsi smo ljudje, vsi s svojimi sanjami. Ampak nekateri imamo to možnost, da lahko dajemo več. In zato je odgovornost na nas, da tudi damo. Od tega ne bomo nikoli bežali in to je naše načelo, ki ga bomo upoštevali tudi za naprej. Jaz vam želim še obilo takih projektov, obilo uspehov in predvsem minister. Zdaj, ko bo cela Slovenija dobila božičnico, da ne bi pozabili na invalide. Hvala. Iskrena hvala, gospod predsednik, za te vzpodbudne besede, ki nas opominjajo, da so vključevanje, razumevanje in solidarnost temelj naše skupnosti. Biti del družbe pomeni več kot zgolj živeti drug ob drugem. Pomeni, da se vidimo, slišimo in sprejemamo takšne, kot smo. Šele takrat postanemo resnično povezani. V tem duhu danes zaključujemo projekt, ki nas je naučil prav tega. Na oder ob tej priložnosti vabim generalno sekretarko Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in koordinatorko projekta ter mojo kolegico magistro Mojco Vavpotič, ki nam bo predstavila rezultate projekta. Prosim. Spoštovani Vsak gospodje in lahko gospe, zazna priložnost dragi za pomoč. prijatelji, cenjeni gostje. Dovolite mi, da danes z velikim ponosom spregovorim o projektu, ki nas povezuje, navdihuje in odpira vrata v bolj vključujočo družbo. O vseslovenski akciji ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov. Začetek projekta sega v davno leto 2016, ko je bil Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije prvič vključen v pilotni projekt Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki je vse od tedaj prerasel v veliko več. Ko smo po zaključku projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide na Nacionalnem svetu zasnovali projekt, smo si zadali jasen cilj. Spodbuditi razmislek, ustvariti prostor dialoga in predvsem dati glas ljudem, katerih vsakdan ni nič manj bogat, nič manj dragocen, nič manj človeški kot vsakdan kogarkoli drugega izmed nas. Z različnimi aktivnosti smo želeli opozoriti na pomen enakih možnosti, dostopnost in spoštovanje raznolikosti,
Predvsem pa smo se želeli dati glas tistim, ki jih družba prepogosto spregleda. Rdeča nit projekta je fotografska razstava, ki smo jo poimenovali Nič drugačno življenje. Priznan fotograf Primož Lavrek, ki je danes tudi med nami, nekje tukaj vas slika, je pred objektiv povabil 25 oseb. Med njimi so invalidi z različnimi vrstami in oblikami invalidnostmi, prav vsi pa so uspešni pri svojem delu, športu in hobijih. Fotografiranje je potekalo v okoljih, ki so invalidom blizu, kjer delajo in živijo. Fotografije sestavljajo skupno celoto, za vsako pa se skriva edinstvena zgodba. Fotografije govorijo zgodbo, ki presega besede. Prikazujejo življenje invalidov ne kot nekaj drugačnega, temveč kot življenje, ki je polno upanja, ustvarjalnosti, veselja in tudi izzivov. Torej, nič drugačno življenje. Fotografska razstava je bila postavljena tako v javnih ustanovah kot velikih trgovskih centrih ter v medkrajevnem avtobusnem prometu in na jumbo plakatih po celi Sloveniji. Pri tem smo poseben poudarek namenili tudi sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kjer so se odvijale številne otvoritve fotografskih razstav, ki so povezale ljudi različnih zmožnosti. Pokazale, da lahko skupaj ustvarimo prostor, kjer se vsak počuti sprejetega in vrednega. In vse te zgodbe in fotografije so bile tudi osrednja tema medijske kampanje, ki je temeljila na celostni komunikacijski strategiji, pri čemer smo uporabili več komunikacijskih orodij. Pripravili smo 142 različnih objav za tiskane in digitalne medije, 68 plačanih oglasov, 10 podkastov, sodelovali v različnih radijskih in TV oddajah ter posneli in predvajali 3 različne televizijske oglase in javnost trezno obveščali o dogajanjih pri družbenih omrežjih in prek NSO osnovičnika. Vse z enim samim namenom: razbijati stereotipe, krepiti zavedanje, da je socialna vključenost temeljna človekova pravica in ne privilegij. Poseben poudarek ozaveščanja družbe je bil namenjen otrokom in mladostnikom. Po vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah smo izvajali 30 delavnic, ki smo jih poimenovali Invalid, to sem jaz, v katerih je invalid predstavil svojo osebno zgodbo. Na ta način smo želeli otrokom in mladostnikom približati invalide, ki so takšni kot vsi mi, ljudje. Pripravili smo umetniški natečaj za mlade. Na natečaj smo prejeli 109 odličnih izdelkov, od tega 16 literarnih del, 3 kratke filmčke in 90 likovnih del. V okviru posebne komisije, sestavljene iz strokovnih delavcev Nacionalnega sveta in predstavnikov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, smo izbrali 10 najboljših izdelkov. Na podlagi prispelih prispevkov se je oblikovala e-razstava. Izdelke pa smo razstavili tudi na internetni strani Nacionalnega sveta in družbenih omrežjih Nacionalnega sveta. Nekatere nagrajene izdelke si lahko ogledate tudi v preddverju. Pod vodstvom 2 izkušenih pedagogov, stand-up komičarke, igralke in animatorke Lucije Čirovič in igralca in režiserja Boštjana Štormana, je potekala brezplačna mini šola nastopanja, kjer so slušatelji invalidi na zanimiv in kreativen način odkrivali področje nastopanja, komunikacije, gledališča, ustvarjalne procese in razvijali svoj osebni gledališki izraz. Udeleženci šole so se spoznali z nastopanjem pred kamero in posneli 17 promocijskih filmčkov za evropsko kartico ugodnosti za invalide. Prvi filmček ste lahko videli tudi v uvodu prireditve, premierno pa so ga predstavili na generalni skupščini Evropskega invalidskega foruma, ki je potekal maja 2024 v Ljubljani. Film je požel veliko navdušenja. Kaj vse so se naučili, pa boste prav kmalu videli tudi vi. Skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo izvedli delavnici za zaposlene na upravnih enotah. Delavnici sta omogočili delitev informacij in izkušenj, ki bodo olajšale delo z osebami z različnimi vrstami invalidnostmi. Udeleženci so se seznanili z zakonom o izenačevanju pravic invalidov in ukrepi za izenačevanje možnosti invalidov, postopki šolanja psov, pomočnikov in tehničnimi pripomočki za premagovanje komunikacijskih ovir.
V okviru nadaljnega razvoja Evropske kartice ugodnosti za invalide smo vzdrževali spletno stran in mobilni aplikaciji ter jih vsebinsko nadgradili. Nadaljevali smo z ocenjevanjem dostopnosti ponudnikov. Projektni partner Urbanistični inštitut Republike Slovenije je tako pregledal in ocenil več kot 100 ponudnikov. Ponosni smo, da se je ponudnikom EU kartice ugodnosti za invalide pridružilo 84 novih ponudnikov in jih je danes vsega skupaj že več kot 660. Kot prvi trgovec v Sloveniji se je pridružil Lidl Slovenija. Poleg Lidla so se akciji v letih 24 in 25 pridružili tudi podjetje Istrabenz Turizem, Zavod za turizem Šaleške doline, trgovine Čempion, vrtni centri Kalja, rokometni klub Celje Pivovarna Laško, Ormega MM, Terme Snovik in še mnogo drugih. Drage gospe in gospodje, dragi prijatelji, cenjeni gostje, uspešnost tega projekta merimo ne le številom razstavnih prostorov, temveč spremembo v srcih in mislih ljudeh. Z vsakim obiskovalcem, ki se je kakorkoli že srečal s tem projektom in tistimi, ki boste danes odšli domov bolj odprti, bolj sočutni in bolj pripravljeni k soustvarjanju vključujoče družbe, smo skupaj naredili velik korak naprej. Naredili pa ga nismo ne v slovenskem prostoru, temveč tudi v tujini, kjer predstavlja dobro prakso za razvoj Evropske kartice ugodnosti za invalide ravno Slovenija. Projekt ni zaključen cilj, temveč pomemben korak na poti do bolj vključujoče prihodnosti. Hvala vsem, ki ste sodelovali, podpirali in verjeli v pomen te akcije. Dovolite, da se na tem mestu še posebej zahvalim partnerju Urbanističnemu inštitutu Republike Slovenije, izvajalcem medijske kampanje Kreativni bazi, podjetju VPM, ki je skrbel za nemoteno delovanje internetne strani in mobilnih aplikacij Evropske kartice ugodnosti za invalide, Primožu Lavretu, brez katerega projekt ne bi imel tako čutne note, kot jo ima, gledališču Desni žepek, Luciji Čirovič in Boštjanu Štormanu, ter vsem nastopajočim, ki so že več kot leto dni pripravljajo to, kar boste danes videli. Vsem 25 portretirancem, skrbnici projekta Ani Poročnik, ki danes zaradi zdravstvenih težav ni z nami, a ji želimo vse dobro, vsem zaposlenim na Uradu za kohezijo, zaradi katerih nam je posevel tu in tam kakšen las, a so nas zelo veliko naučili, vsem mladim, ki so sodelovali na delavnicah in umetniškem natečaju, njihovim mentorjem ter ne nazadnje svojemu kolegu Gašperju, ki je z vso svojo energijo, znanje in kreativnost vložil ta projekt. Naj bo to spodbuda, da nadaljujemo, ne le z besedami, ampak z dejanji in prizadevali si bomo, da skupaj z državo najdemo evropska sredstva, ki bodo povezala več različnih projektov, ki se že odvijajo, saj smo skupaj močnejši in bolj vključujoči. Zatorej, spoštovani predsednik dr. Robert Golob, računajte na nas. Hvala vsem skupaj. Najlepša hvala, Mojca, in hvala, da si taka super sodelavka in šefica, tako da se moram lepo obnašati. Ravno projekt pa je dokaz, kako močna je zares vključenost. Povezal je ljudi in skupnosti po vsej Sloveniji ter dokazal, da vsak prispevek šteje. Ena izmed aktivnosti projekta je bil tudi umetniški natečaj za mlade. Mladi ustvarjalci so svojo domišljijo, risbo, besedo in barvami pokazali, kako vidijo svet, v katerem je prostor za vsakogar. Njihova dela nas nagovarjajo na poseben način. Iskreno, sveže in brez predsodkov. Prav oni so tisti, ki nas svojo ustvarjalnostjo spominjajo, kako dragoceno je, da družbo gradimo na sprejemanju in razumevanju. Zato se danes zahvaljujemo za pogum, domišljijo in prispevek k lepši in bolj vključujoči prihodnosti. Svojo izvirnostjo, sporočilnostjo in dojemanjem invalidnosti skozi otroške oziroma mlade oči so žirijo navdušili vsi prispevki, zato odločitev res ni bila lahka, a vendar bi lepo prosil, da osvetlimo dvorano ter da ostanejo tam nekje v 3., 4. vrsti. Lorjana Turanšek, 9. razred osnovna šola Polzela,
Je ni tukaj. En aplavz vseeno, hvala. Teja Kranjc, 9. razred, osnovna šola Podbočje. Je tudi ni. Jošt, Tilen, Maks in Uroš, 5. razred, osnovna šola Šenčur. Aha, tej pa so z nami. Bravo, fantje. Mija Kuhar, skupina 3 do 5 let, vrtec pri osnovni šoli Puconci. Ne. Nejla Raumanovska, 3. razred, osnovna šola Ivana Roba, Šempeter pri Gorici, podružnična osnovna šola Vrtojba. Amna Durmič, 1. razred, osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana. Aha, tukaj je. Bravo, Amna. Mija Rajar, 4. razred, osnovna šola Brusnice. Je tudi tukaj. Alja Košir, 6. razred, osnovna šola Ljubečna. Lejla Pungartnik, 8. razred, osnovna šola Neznanih talcev Dravograd. In Ema Kastelic, 8. razred, osnovna šola Stična. Čestitke res vsem. Vam, drago občinstvo, pa toplo priporočam, da si ogledate našo spletno stran Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije ali invalidska-kartica.si, kjer je spletna razstava vseh prejetih in pa seveda tudi zmagovalnih del. Hvala lepa. V sebi skrivaš moč, da lahko letiš in ujameš svoje sanje. Ne obupaj, vztrajaj in zaupaj vanje. Verjemi v to, kar si, ker moč v sebi skrivaš. Verzi mlade pevke, pa tudi avtorice besedila in glasbe se nas dotaknejo. Pesem V sebi skrivaš moč je posvetila vsem, ki se soočajo z različnimi življenjskimi izzivi, zlasti pa svoji mlajši sestri Nini, ki je bila navdih za pesem. Vsem nam sporoča, kaj vse je mogoče doseči s trudom in železno voljo. Cenjene obiskovalke, dragi obiskovalci, z nami je Vita Renko. Ko včasih se življenje obrne v drugo stran, bolečina te ovija, odmika te od sanj, a nikoli ne pozabi na skrito upanje, ki ga nosiš le v sebi in greje ti srce. Ker v sebi skrivaš moč, da lahko letiš in ujameš svoje sanje. Ne obupaj, vztrajaj in zaupaj vanje, ker vedno, če verjameš, se vse zgodi. Vzponi, padci in ovire, vse je del poti. Vedi le, da čar je v tebi, da ljubezen se zbudi. In nikoli ne pozabi, kaj pogum ti da. Krila ti pričara, te dvigne do neba. V sebi skrivaš moč, da lahko letiš in ujameš svoje sanje. Ne obupaj, vztrajaj in zaupaj vanje, verjemi v to,
v sebi skrivaš, verjemi v to, kar si, ker moč v sebi skrivaš, srce ti govori, da v sebi skrivaš moč. Ker v sebi skrivaš moč, da lahko letiš in ujameš svoje sanje. Ne obupaj, vztrajaj in zaupaj vanje, verjemi v to, kar si, ker moč v sebi skrivaš, srce ti govori, da moč v sebi skrivaš, verjemi v to, kar si, ker moč v sebi skrivaš, srce ti govori, da moč v sebi skrivaš, verjemi v to, kar si, ker moč v sebi skrivaš, srce ti govori, da moč v sebi skrivaš. Hvala, Vita, in vse dobro v nadaljnji glasbeni poti. Bravo. Brez njih ne bi bilo odlične potujoče fotografske razstave Nič drugačno življenje, ki ste si jo lahko že ogledali po vsej Sloveniji, če si je pa še niste, pa vabljeni danes v preddverju tudi razstava. Brez njih ne bi bilo tako odmevne medijske kampanje, ki je nagovorila srca in odprla marsikateri pogled. In prav tako brez njih ne bi nastali navdihujoči podcasti, ki so dodali glas in zgodbo tej skupni poti. Oni so tisti, ki so s svojimi dosežki, pogumom in iskrenostjo dokazali, da razlike niso ovira, temveč most, in da nas prav vsak obraz, vsak glas in vsaka zgodba bogati kot skupnost. Sara Ahlin-Doljak, Nino Batagel, Nika Bratuš, Lena Gabršček, Jernej Horvat, Eva Hrvatin, Tomi Akša, Edo Ješe, Tjaša M. Kos, Srečko Matkovič, Sara Medja, Elvis Mihalič, Igor Plohelj, Anton Polutnik, Jan Prašnikar, Miša Prelog, Tilen Ribnikar, Brina Rogel, Špela Sanobor, Martina Smodiš, Enej in Anže Strasberger, Valerija Škof, Naj Štagar, Alojz Volc in Benjam Žnidaršič. Nekateri so tudi z nami, tako da prosim, da osvetlimo dvorano in jih nagradimo z enim res, res velikim aplavzom. Hvala vam. Umetnost ne pozna meja in srce vedno najde pot, da zasije. In prav takšno moč in predanost smo lahko opazovali tudi v eni izmed aktivnosti projekta v mini šoli nastopanja. Pod odličnim mentorstvom Lucije Čirovič in Boštjana Štormana so se invalidi z različnimi vrstami in oblikami invalidnosti več kot leto dni učili nastopanja, razvijali samozavest in se pripravljali na zaključno predstavo. Tekom delavnic je bilo udeležence res lepo opazovati, kako iz vaje v vajo napredujejo in se povezujejo v skupino. Danes bomo nagrajeni z rezultatom njihovega trdega dela. Komično enodejanko Ladja pluje, ki nam bo pokazala, kako moč skupnosti, ustvarjalnost in pogum lahko zares oživijo na odru. Včeraj na festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, danes pa tukaj z nami. Dragi nastopajoči, toj, toj, toj. Vam, drago občinstvo, pa uživajte. Ladja pluje.
Zakaj bi sedeli doma med 4 stenami, ko pa lahko srkate koktajl v prijetni družbi? Pridružite se nam na palubi luksuzne ladje, obnovljene in opremljene z mislijo na vas. Udobne kabine, vrhunska hrana, rekreacija in animacija in vse to, kar si zaslužite. Rezervirajte že danes in uveljavite 10% popust z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Ker življenje je prekratko, da bi sami sedeli doma. Uroš, to je katastrofa. To ni katastrofa, draga, to je priložnost. Šta priložnost? Hladilnik ne dela v kuhinji, voda teče rjava iz pipe. Veš kaj, draga moja, ti si vedno sanjala, da bi bila masterchef. Zdaj imaš priliko, da to tudi narediš. Je tako. Je tako. No, zato lepo, ne glede na to, kakšne sestavine imaš, jaz verjamem vate. Lahko ti verjameš vame, sam da imam jaz 2 krompirja in konzervo fižola, ne odgovarjam, kaj bojo rekli gostje. Veš kaj, gosti bojo mogoče res pričakovali, ne vem, lososa z tartufi na posterici od rukole, ampak zamislim si, fižol pa krompir na masterchef krožniku, jaz garantiram, da bo zaigralo srce. Ja, če ne bo bolj tebi zaigralo, ker ti bojo rekli denar vrniti naslednji dan. To ni nobena sestavina. Če mi ne boš prinesel v kratkem samo 2 sestavini, ki so normalne, jaz ne bom kuhala, boš ti masterchef. Nik, kje si? Ja. Ja, Nik, povej, a si pomil palubo? Ja, 3-krat. Dobar je. 3-krat. Kaj pa WC si zrihtal, koliko sva se zmenila? Ja, podrl sem steno in zdaj imamo na enem WC-ju kar 2 školjki. Genialno. Kaj pa dvigalo, a dela? To pa ne še. Imamo pa zato čisto novo klančino. Neverjetno. Ja. Veš kaj? Ja. Kaj pa tiste vijake v podpalubju, ki sva bila zmenjena, da jih boš pritegnil, si to uredil? Ja, mislim, da sem jih, no. No, misliš, kako? Lej, če bi imel več časa, bi jih še celo zategnil, tako pa pač žal nekako ni šlo, ne? Aha, Ja. kaj pa sobrco si najel? Ja, nekako sem jo, ja. In? Ja, lej, prišla je ena gospa Vladka. Je počasna kot polž, ampak je pa temeljita. Vsaj nekaj. Je pa res, da še zmeri pospravlja prvo kabino, tako da... Dej, veš kaj, stop do nje, Ja. reci, da naj načkam pohti, ne more biti tako počasna. Ja, v redu, evo, gre. Čakaj. Ja. Kaj pa kapitana si ki videl? A ja, on je pa pri Marjanci. Je? Pri Marjanci tam čez cesto pije pivo. Ne mi reč, pa ne more, veš kaj, poklič ga po telefonu, rec mu, da se katapultira, teleportira, ne naredi, kar hoče, ampak hoče ga ta moment tlele ga hoče. Evo, zdaj ga pokličem in bo tlele. Dobro, v redu. Lahko? Veš kaj še? Kaj? Pejt mami v kuhno pomagati, da se ne bo revca sama matrala. Dobar, v redu. Dobar, Ja? lahko, seveda lahko. V redu. Ja, čakaj. Ja. Potem boš pa raznesel potovalke, pa torbe, potnikov po kabinah. V redu? Še več dela. A lahko vmes diham, no? Ampak vmes. Vmes. Ajde, pohit, Ja, ajde, veš. Vladka, ravno vas iščem. Prosim, povejte vi meni eno stvar. A ste že pospravili prvo kabino in ste vsaj na polovici druge? Ja, seveda. Poštri so puhasti, kakor oblaki in rjuhe poravnane kot sveže zasneženo polje. Krasno, super, poetično, ampak imate še najmanj 10 kabin za pospraviti. In gostje bodo vsak čas tukaj, če že niso. A bi lahko dali vi v drugo prestavo, prosim vas lepo. Ja, mladeniča, veš, hitrost je za mladino, jaz pa prisegam na natančnost.
natančnost. Pa če boste nadaljevali vi v tem tempu, bodo gostje spali na palubi. Mladenič, ne se razburjati, vse bo v redu, lej, tukaj le imam malo čajčka, med in čaj, ful pomirja. A bi? Vladka, jaz potrebujem pospravljene kabine in ne wellness terapije. Kaj praviš? Wellness terapije, ne potrebujem je. Pa to je super ideja, ki sem jo ravno kar povedal. Lej, lahko bi dali gostom v sobo vrečke napolnjene s sivko kot poštar in to ful pomirja, res. Veste, kaj vam pa jaz povem, ne? Pol ure za eno brisačo je preveč. Pa dej no, ti sploh ne razumeš, brisača ni samo brisača. Ampak, prosim? Sploh ne razumeš. Joj, prosti, no, ampak brisača je več kot to, res. Brisača je topel objem po napornem dnevu in ko bodo gostje stopili v kabino, se bodo počutili kot v raju. A res, gostje se bodo počutili kot v raju. Veste, kako se bom pa jaz počutil, če ne bodo kabine pospravljene v naslednje pol ure? Veste kako? Tako da se bom že kar cvrl v peklu. Tako da pohitite, dejmo, akcija! Dobrodošli na naši luksuzni ladji. Poglej, dobrodošel, dobrodošel. To je doživetje najboljše, kar boš kadarkoli doživel. Sonce, morje, veter v laseh. Nič lepšega se ti ni zgodilo do zdaj v življenju. I pejemo, i veselimo, i uživali, pejemo i uživamo, i veselje dan. Dobrodošel, izvoli. Hvala. Gospod, upam, da so kabine urejene. Ne dam veliko na reklame, vse rada pogledam sama. Veste kaj, gospa? Vse je pripravljeno in prilagojeno vsem vašim potrebam. Ne skrbite. Res upam. Izbežite. O, kakšna konja. Naj me nihče ne sprašuje, kaj imam v kovčku prav. Dobro, v redu. Kovček dajte ni, ko vam ga bo odnesel v kabino. Izvolite, gospod. A to ne bi bila moja ladja? Moja ladja, popolnoma opremljena. Ja, povezana z vezicami, polepljena, še čudo, da se sploh drži na vodi. Veste kaj, tale ladja je bila pred kratkim popolnoma obnovljena in prilagojena vsem sodobnim potrebam. Ok, naj vam bo nekaj jasno. Od tega trenutka naprej sem jaz tukaj glavni. Ja, jaz sem pa še vedno lastnik. Ja, res je, jaz sem pa kapitan, jaz odločam, kdaj izplujemo, kam plujemo, in če sploh kam priplujemo. Čakaj, to pa ne gre. Smer in cilj ladje sta bila določena že mesecev naprej, ne moramo to spreminjati. Res je, zato poskrbi, da gosti ne bojo žejni in lački, jaz bom pa poskrbel, da to čudo izpluje, pa če bo sreča, tudi kam pripluje. Veš kaj, v ta projekt sem vložil ogromno truda, časa in predvsem denarja. Če se boš preveč repenčil tukaj, bo ta ladja ostala privezana v pristanu in nikamor ne gremo. Dobro, ti si kapitan. Tako je, dvigni sidro, da poletimo. Še dolga plovba. Imamo kaj še zapit? Bomo kaj, smo naša, ne? Izvolite, gospod, vaš izredno težek kovček je spet z vami. Odlično. Zdaj pa ga razpakirajte. Kako prosim? Razpakirajte in lepo vse zložite v omaro. Po barvah, če se da. Vi veste, gospod, ampak tukaj noter so vaše osebne stvari, jaz se tega raje ne bi dotikal, no. A brez skrbi, vse je sterilno. No, kar pogumno iz kovčka v omaro. V redu, gost ima vedno prav. Bom.
brizgalnik. Odličen pripomoček. Kadar je treba kaj popraviti, na hitro prilagoditi. Zanimivo. Joj. Kaktus. To je Rudi, moj osebni telesni stražar in moj dober prijatelj. Aha, ja. No. To je pa vaš osebni pletilni projekt. Ne, to je moj navigacijski sistem. Odmotavam, ko grem ven na sprehod, da se znam vrniti. Aha, grški GPS. En konec date na kljuko, drugega pa odmotavate, da se znate vrniti. Prosim? Pa se veste, no, stari Grki. Ariadna, Enej v labirintu, Minotavri. Prosim? Nima veze. V redu, bom kar nadaljeval. Kaj pa je to čudo? Rdeče barve. Sirena. Z njo pa opozorim nase, kadar mi zmanjka volne. Ja, ko se izgubim, da me lažje najdejo. Resno, kahlja? Zelo uporabna stvar. Človek nikoli ne ve, kdaj ga prime situacija. Veste, zadnjič sem bil v trgovini in sredi oddelka z oblačili me... Hvala. Veste, nočem ve... Joj, gospod, veste, koliko je že ura? Jaz imam pa še toliko dela. Jaz moram še v podpalubje en vijak zategniti. Pa se veste, moja dva starša, lastnika te ladje, ne, one dva sta zelo zoprna človeka, saj do mene. In če tega jaz ne naredim, se veste, kaj se bo zgodilo, vse to boste pa že znali sami, a ne? Pa se še kaj vidimo, ne? Lep dan, nasvidenje. Čuden fant. Kaj praviš, Rudi? Greva tudi midva na en dolg sprehod v podpalubje. Kje si, stari? No, nič se ne oglasiš. Jaz sem pomislil, da se me že malo izogibaš. Ja, veš, dela je veliko. Polej vidim, da ladjica lepo pluje, zanimive fotke krožijo po netu. Jaz kaj razmišljal o imenu? Jaz bi rekel Titanic 2. Zanimiva ideja. Samo ni še čisto dokončana, veš, do krsta je treba še malo dodelati. Polej, izgleda, da si kar lepo napredoval. Novi stoli, nova ograja, bordo, kavč. V bistvu se veselim dneva, ko bo tudi moj denar tako lepo obnovljen. Delam na tem. Aranžmaji se prodajajo, gostje prihajajo, vse... Ni panike, stari. Jaz sem potrpežljiv človek. Sam te, s katerimi delam, te pa niso toliko potrpežljivi. Razumem. Obljubim, da ti bom nekaj nakazal hitro. Takoj, sigurno. No, ledej, da ne bo ta čudovita ladica tvoja slučajno začela kje puščati, če veš, kaj mislim. Razumem, ja. Lepo, da se razumeva. Vidiš, jaz zaupam tebi, ti zaupaš meni. Sam gledaj, me jutri pokličeš. Jasno? Ker meni ni všeč, da ta moj denar brez kontrole plava po odprtem morju. Bom poklical, obljubim, sigurno. Dobro, ajde. Kovček je nekdo tle pustil. Pa težek, da je svinc noter. Joj, pa kaj s to? Sem varno slepa. Poglej, bordo kavč postavlja pred oranžno steno. Ja, to je barvni zločin, a ne, Rudi? In ta laminat, poglej, kako škripe pod nogami. Ja, najcenejši. Verjetno je škripal že v trgovini. In ta ograja, se če se dotaknem ali padem v morje. Saj skrbijo, da gostje na vsakem koraku dobijo pravo morsko izkušnjo. In ti kromirani stoli, ti nas sigurno ne bodo zdržali. Ne, to ne more biti res. Ikea 2009. In stoli s čipkastimi prevlekami, plastični stoli s čipkastimi prevlekami. Pa to ni
gospodi, greva, dovolj imam te dizajnerske katastrofe. Če ostanem še minuto, bom doživel estetski šok. O, dobrodošla, dobrodošla. Kako se vama zdi moja lepotica? No, res je edinstvena. Tudi boljše sem že videla. Gospa, poglejte, Bordeaux kavč, Bordeaux barva vzbuja strast. Meni sem slabost. Gospod, poglejte, tole ograjo, prava zgodovina, les je še iz prejšnjega stoletja. Verjetno je tudi nosilnost ostala v prejšnjem stoletju. Pa teli barski stoli, kaka retro izkušnja, krom, pravi krom. To pa še kot ananas na pico. Gospa, vidim, da imate zelo prefinjen smisel za humor. Veste kaj, dajte se vi lepo tlele usest na tale kavč. Takole, jaz grem pa po en pravi domači hišni koktel. V redu? Evo, takoj pridem. Greva, preden naju posede na tisto čudo od kavča. Prepasno sem že postala televizorja. Pozor, pozor, govoriva vaš kapitan. Cenjeni potniki, prosim, da se zberemo na palubi, kjer bomo izvedli varnostno vajo v primeru nesreče. Izvedli bomo varnostno vajo. Izvolite, gospod, vaš obroč. Gospa, vaš obroč. A resno, napihljiv obroč. A je sploh varen? Absolutno. Testiran v mojem bazenu. A tole naj bi mene rešilo pred valovi? Seveda. Preživel je najmanj 2 nevihti mojega psa. V primeru realne nesreče, prvič ostanite mirni. Drugič nadelite si reševalne obroče. Tretjič sledite poti označeni do reševalnih čovnov. A tudi čovn imamo? Seveda. Poglejte. Še zapakiran v original embalaži in še na 50% popustu je bil. Kje je tisti koktejl? Rabim nujno sprostitev. Dajte ga svoj. Hvala. Ljudje božji, v primeru nesreče vas bo ta vaja rešila. Boste imeli občutek, da imate stvari pod nadzorom. Midva z Rudijem bi šla nazaj v sobo. Halo, ljudje, vaja je. Čakajte. Če se ladja začne potapljati, nas ta plastika ne bo rešila. Kje so vsi? Jaz grem kuhat. Čekaj, kaj veš? Kuhat. Jaz ti grem pa pomagat. Počakaj, zdaj moram pogledati, kaj moramo narediti. Potrebujete ključ 17, prosim. Ja? In vrata zavijete v desno marš. To pa mislim, da bo že znala. Hvala, Đorđe, veš, brez tvoje pomoči bi tole težko najdu in zategnil. Si slišal to? Morska deklica. Mrska? Ne vem, če. Kaj je to? Može gleda tvoje file. Ne vem, ampak imam občutek, da je nekdo na tej ladji. Kej? Slepa potnica. Kaj pa vi počnete tukaj? Ja, dober dan, a vi veste, kje je tukaj trgovina? Kakšna trgovina? Ja, a veste kaj, bila sem nalačna in sem hotela iti v kruh po trgovino, pa nobeni ne v času, ko sem šla sama, pa sem se v napačni ulici očitno zgubila. Torej, kje je trgovina? Dajmo, da poštem, mi smo zaradi. Ja, gospa, veste, to ni ulica, ne, mi smo v podpalubju ladje, ne. A, se mi je zdelo, da nekaj po motornem olju smrdi tukaj.
Ja, in možda ni meteorologiju, mi smo na ladji. Veste, mi smo na ladji sredi morja, v Podpalubju, ne, kot sem vam že rekel. Ampak mene pa zanima, kako ste vi sam prišli? Ma, a veste, v bistvu še sama točno ne vem, ampak se mi zdi, Ja. da sem šla malo na levo, pa desno, pa naravnost, pa malo na slepo, pa malo po feelingu, zdaj sem pa tu. Tako da kje je ta trgovina sem lačna? Draga moja, to ni bicikl, mi smo na ladji. Veste kaj, vse super, ne, da ste vi mogoče zdaj falili tole ulico ali pa da ste šli v napačno trgovino, karkoli, ampak veste, mi moramo zdaj najti način, kako vas spraviti nazaj na kopno. Ampak to je preprosto, a veste, kaj lahko naredite? Obrnite ladjo, gremo nazaj, parkirajte ob kopnem, ob kakšni pekarni po možnosti in to je to. Problem rešen. Draga moja profesor, to ni bicikl, mi smo na ladji. Veste, res ima Đorđe prav, to ni bicikl, to je ladja. Ne moramo mi kar tako malo vračati, pa sem pa tja, pa smo tako. Vidva pa že malo komplicirata, veste, no. Ampak da veste kaj, jaz sem pa še vedno lačna, tako da kak krogliček bi bil pa fajn. Možda baklava torumba. Dobra ideja, veste kaj, moja mama v kuhinji pripravlja baklave. Prvi razred baklav, niste probali boljše. Veste, mogoče, če bi želeli, lahko vas peljem v kuhno. Ja, če ni druge, bo to v redu. Ja, veste, ampak gospa, sem še eno stvar, da se moram pa res opozoriti. Povejte. Ja, ta ladja ne bo dočakala sončnega vzhoda, tako da upam, da ste pripravljeni na vse. Ma, sam da se jaz najem, druga me ne zanima. Dobro, v redu, v redu. Vidiš, Rudi, to pa je Podpalubje. In to so vijaki. Kaj praviš, Rudi? Bi jih malce popravila? Ja, halo. Bi lahko govoril z lastnikom ladje? Trenutno nima časa, meša koktejle, mu lahko kaj sporočim. In vi ste? Nik, njegov sin. Dobro me poslušaj. Ja. Ta ladja ne bo dočakala sončnega vzhoda. V redu. Resno govorim. Ta ladja ne bo dočakala sončnega vzhoda. V Podpalubju so vijaki, Ki sem jih malo prej zategnil in? To niso navadni vijaki. To so modificirani vijaki. Čez nekaj minut bodo popustili. Kaj da so? Kakšni vijaki? Tvojemu očetu je nekdo posodil denar, da je lahko obnovil ladjo. Ja, stric Rajko, velik investitor, zdaj pa foto vsak dan teži, dajmo povrniti. Ta njegova investicija je trik. Ladjo je mastno zavarovalo. In če ladja potone, mu mora zavarovalnica izplačati milijone. Logično, investiraš v to, kar No, in še nekaj. Ja. Pazi se kaktusa. Koga? On ni to, kar misliš, da je. Kdo? Halo? Kdo? Rud? A ne? Kakšen Rud? Oči! Oči! Ja. Glej, nekdo me je klical, ravno kar. In prav, da kaktus ni to, kar mi mislimo, da je, da bo pokončno. Kakšen kaktus? Katastrofa, jaz sem do kolen v vodi. Draga, ne skrbi. Takoj grem po orodje, pa bom zamenil tesnila na cevi. Ne skrbi, čist nič. Oči, lej, kaktus Rudi, on ni to, kar mi mislimo, da je. On bo potopil našo ladjo. Kakšen kaktus? Kakšne bedarije govoriš? Lej, kolikrat ti moram še reči, kaktus Rudi, on ni to, kar mi mislimo, da je. In kdo ti je to rekel? Kakšna nesramnost! Kako si drznete tako grdo obtožiti mojega prijatelja? Pridi, Rudi, zapustiva, greva, zapustiva to estetsko katastrofo. Kaj s tem človekom? Ne vem. Kje je zdaj še kakšen tisti koktejl? Tisti zadnji me je čisto prizbinata. Do kavč. Pozor, pozor, govori vam vaš kapitan.
tole ni vaja, ponavljam, tole ni vaja, ladja se potaplja. Prosim, nadenite se reševalne jopiče in sledite označeni poti do reševalnih čolnov. Dragi gostje, hvala, da ste uživali v tem edinstvenem dnevu in v tej butični dogodivščini. Kako zabavno, šla sem v trgovino, dobila pa križarjenje, zdaj pa še ne dobijo moč. Voda, povsod je voda. Prinesla sem Mitin čaj, pa sivkine vrečke, pa mogoče kdo rabi brisačko v čoven, a ne gospa? Če že po tole naj bo saj stila, niste mi podotačali. Konec je, konec. Živel pomorski turizem. Predstavnike, muzika! Spoštovane gledalke, gledalci, poročam z mesta dogodka, kjer je turistična ladja doživela nepričakovano preobrazbo v podmornico. Po besedah člana posadke naj bi bil za to nenavadno transformacijo kriv slab vijak in kaktus po imenu Rudi. Sreča v nesreči, vsi potniki so bili pravočasno rešeni. Pobrala jih je luksuzna križarka in jim ponudila pomoč. Na krovu so jih pričakali z brisačami, koktejli in samopostrežnim bifejem. Na morju življenja vsi plujemo v svojih ladjah. Nekateri z bleščečimi jadri, drugi na zakrpanih palubah. Ene režejo valove, druge se zibljajo na mestu prepuščene toku. Včasih kateri popusti vijak in potone pod površje, ter postane tiha, skrita, nevidna. A vse ladje so resnične. Pogosto gledamo le tiste, ki žarijo na površju. Redki pa so tisti, ki znajo videti globje. Invalidnost ni razpoka v trupu, je le drugačen način plovbe. In ker smo vsi del istega morja, moramo pluti skupaj. Če kdo včasih potrebuje veter v jadra, mu ga dajmo. Ne zato, ker je šibek, ampak zato, ker smo skupaj močnejši. To je bilo z morja vse. A kdo pogreša Rudija, kaktus? Rudi! Tanja, Vladka, Darja, Maša, Uroš, Ljubiša, Đorđe, Nik in Marinko. Še en velik aplavz, lepo prosim.
Pa na oder vabim še Lucijo Čirovič in Boštjana Štormana, prosim. Ne kar gor ustanite, bomo pa ja še en poklon naredili, no, saj ste si ga zaslužili. Mini šola nastopanja. Ja, prav vsi plujemo v istem morju in le skupaj lahko dosežemo še tista tako oddaljena obzorja, ki se včasih zdijo nedosegljiva. Še enkrat čestitke vsem. No, Uroš, smo zaključili, lahko greš. Hvala. Zahvala pa seveda tudi Ani Mariji Mitič, Vidu Valiču ter Miši Molk, ki so prispevali vmesne videoposnetke. Najlepša hvala. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, tako bo pa šlo, ja. Danes smo bili priča čudovitim nastopom, iskrenim zgodbam in ustvarjalnosti, ki nas povezuje. Hvala vsem nastopajočim, ki ste svojo energijo, predanostjo in pogumom obogatili današnji dan. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri projektu in omogočili, da smo danes tu, da praznujemo dosežke in delimo zgodbe. In hvala vsem vam, drago občinstvo, ki ste se nam pridružili. Vaša res številčna prisotnost je dokaz, da so prizadevanja za enakopravno in vključujočo družbo pomembna in opazna. Zahvala tudi sponzorjema Lidlu Slovenija ter Tobačni grosist, ki sta poskrbela, da se bomo po prireditvi lahko osvežili in nazdravili uspešnosti projekta. Ob tej priložnosti, seveda po končani prireditvi, vse vabim tamle v preddverje na pogostitev in na ogled potujoče fotografske razstave. Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov pa se ne bo končala danes tukaj. Drago občinstvo, življenje ne teče vedno gladko. So vzponi in padci. Včasih lepe, s soncem obsijane poti, drugič trnjave in neprijetne ovire. A prav v tem raznolikem toku se pokaže moč skupnosti, solidarnosti in medsebojne podpore. Skupaj lahko prebrodimo valove, podpiramo drug drugega in ustvarimo družbo, kjer nihče ni prepuščen sam sebi. Zato vas vabimo, da tudi v prihodnje ostanemo pozorni drug na drugega, delimo zgodbe, prisluhnemo potrebam soljudi in s konkretnimi dejanji gradimo svet, kjer je vključenost resnično vrednota, ki živi v vsakem od nas. Naj današnji dan ostane spodbuda, da naslednji valovi življenja postanejo priložnost za povezanost, pogum in sodelovanje, ter da v svetu, ki je poln razlik, nihče ni nikoli sam in vsaka zgodba šteje. Dajmo si to zapomniti. Najlepša hvala, drago občinstvo, in lep večer želim še naprej.